Lep pozdrav ljubitelice in ljubitelji prve lige Telemach. Poletni premor ni bil ne vem kako dolg, jasno smo spremljali tudi svetovno prvenstvo, ampak tista glavna stvar na sportklubu in pa seveda tudi pri vseh ljubiteljih nogometa v Sloveniji pa je prva liga Telemach. Klubi so hitro zagrizli v delo, veliko je bilo prestopov, veliko odhodov, tudi kar nekaj zanimivih prihodov, pa jasno tudi povratek Zlatka Zahoviča in Darka Milaniča v slovenski klubski nogomet. Celjani bodo branili naslov v državnem prvenstvu, Aluminij je bil najboljši v pokalu v prejšnji sezoni in si prav tako zagotovil evropsko vstopnico. Mi pa bomo kot vsakič, odkar je prva liga Telemach na sportklubu, poskrbeli za napoved. Tokrat v trgovini Absolut Team Sport Goalgetter v Mariboru, naš sponzor, ki omogoča tudi izziv v magazinu Pod prečko. Z mano pa sta Zoran Pavlović in Oskar Drobne. Lep pozdrav obema. Kako je bilo poletje, koliko sta bila vpeta v nogometno dogajanje, v svetovno prvenstvo, pa v to, kar se je dogajalo v prvi ligi Telemach? Jaz vsak dan. Bom kar priznal bolj malo. Dopust, te stvari, vse kaj v slovenski ligi se nekaj ekstra veliko pretresljivega ni zgodilo, razen Zaho pa Milanič. Drugače pa svetovno prvenstvo pa zelo tako pavšalno, no, bolj kot ne. Zdaj za začetek morda en izziv za enega in za drugega, da uporabita eno besedo za slovenski klubski nogomet med tem poletnim premorom. Kako bi opisala to, kar se je dogajalo zdaj? Ti si, Oskar, že omenil, ne, povratek Zlatka Zahoviča in Darka Milaniča. Maribor. Zanimivejše. Spremenila so se razmerja moči. Zoran, tudi zaradi tega, kar si ti že zdaj omenil, ne, ena beseda Maribor, povsem drugače. Morda najprej vprašanje, se ti zdi, da bo še večja razlika v tej sezoni med tistimi, ki se bodo borili na sredini za obstanek, kot pa med vrhom? Kako se bo to zdaj spremenilo? Vemo, Maribora in Olimpije ni v Evropi v tej sezoni. To lahko rečemo, da je seveda zelo redko. Vemo, da se skoraj da ni zgodilo, tako da že to bo najverjetneje spremenilo boj na vrhu. Koliko misliš, da bo nekih razlik? Dobro, res je, Maribor in Olimpija. Ne vem, če se je že kdaj zgodilo, da niste igrali v Evropi, ampak po eni strani tudi zanimivo za slovenski nogomet, da tudi drugi klubi dobijo priložnost v Evropi pokazati, kaj zmorejo. Enostavno pa nekako smo še v trenutku, kjer bo težko napovedovati bilo kaj konkretnega, kajti vemo, da se dogajajo velike spremembe lahko rečemo v več kot polovici klubov. V Mariboru pozitivne, druge pa glede na to, koliko spremljam, da v Celju dosti odhodov, v Bravu dosti odhodov, Olimpija ogromno sprememb, Maribor tudi dosti sprememb na čelu z direktorjem Zlatkotom in Daretom. Na trenerski klopi tudi igralski kader se je dosti prevetril pri Mariboru, pripeljanih je dosti novih igralcev, tako da sigurno bojo potrebovali nekaj časa, da se to uigra. Kvaliteta je, mislim pa tudi z prihodom Zlatka in Darkota, da bo tudi disciplina in organizacija tako na igrišču in izven dosti na višjem nivoju, kar je Maribor pogrešal v prejšnjih letih. Oskar, Zoran je že omenil odhode nekaterih posameznikov pri Celju, sprememb veliko tudi pri Olimpiji. Se ti zdi, da so klubi dobro izkoristili premor ali se spet nekako pojavljajo ti problemi, ki so v zadnjih letih že prisotni tudi zaradi davčne zakonodaje in vsega, ker se zdi, da je res slovenske fante težko zadržati, sploh tiste najboljše, ki si jih želimo, da bi bili čim dlje v prvi ligi Telemach? Če so klubi dobro kadrovali, bomo videli takoj na začetku, se Olimpija, Maribor, kot smo že omenili, ne igrata v Evropi in morata, se pravi, od prvega kola štartati na polno. Imela bo ta, čeprav to čudno sliši, prednost pred ostalimi nasprotniki, ker ne igrata v Evropi. Drugače pa ja, ta zakonodaja nas sigurno športnega vidika oddaljuje, kajti mi ne moremo pripeljati igralca in ga
in ga plača tako kot sosednje države, čeprav mu lahko ponudimo, ampak zaradi zakonodaje se športniki odločajo za odhod v sosednje države. Tako pa če, s tem se moramo sprijazniti. Kar jaz zdaj tu pogrešam, mi skozi govorimo o slovenskih fantih, slovenski fantje. A beremo samo, podpisujemo pa zaenkrat samo tuja imena. Razen Maribora, ki je pripeljal par slovenskih igralcev, drugače pa, ko pogledaš te zapisnike iz registracijske komisije, vidiš, da zaenkrat so po večini registrirani samo tuji nogometaši. Kaj bo to prineslo? Vsekakor težavo že pri sestavi zapisnikov, ne glede na spremembo pravil, da tudi v 21 igralec bo moral zdaj biti na igrišču 45 minut. Tako. Se strinjam, pogrešam to pravzaprav. Bilo je kar nekaj odhodov teh mladih igralcev, še posebej pogledamo tam v Olimpiji. Olimpija mi je nasplošno neka taka uganka. Mladim igralcem svojim ne dajo priložnosti, pustijo, da odhajajo, podpisujejo tujce. Tudi zamenjali so zdaj trenerja, zdaj bo po vsej verjetnosti kar naenkrat vse v redu, ne, da pa, ker je prišel pa bivši selektor, bo pa zdaj lahko igral z mladimi igralci in slovenskimi igralci, ne bo več v ospredju rezultat. Čeprav vemo, da Olimpiji šteje samo eno, ne, tako kot Mariboru. Enostavno samo rezultat in tu se mi zdi, da Olimpija dela ogromen korak nazaj. Če začnemo zdaj pri morda neki napovedi sezone, koga bi izpostavila kot favorita, če zdaj upoštevamo, kar se je zgodilo pri Mariboru, ker v prejšnjih 2 sezonah se je zdelo, da smo avtomatsko vsi Celje postavljeni na vrh zaradi neke kontinuitete delovanja, vedeli smo finančno moč, potem je vedno tudi Olimpija v nekem svojem kaosu vedno najbolje delovala, Goran Boromisa je odlično iskal igralce. Kaj pa se je zdaj v bistvu se pošteno spremenilo razmerje moči na vrhu, Zoran? Pa razmerje moči že samo po sebi, ko pogledamo, je enostavno s temi odhodi iz Celja, je ekipa dosti spremenjena z odhodom Karničnika, Njeta, Josifova, je to velika izguba za Celje. Ne vem, kako bodo uspeli to nadoknaditi z novimi igralci. Mislim pa, da bo težko nadoknaditi te 3, kajti so že nekaj časa na sceni v Celju, poznali ekipo, poznali ligo, uigranost in vse to, kar prinese, tako da Celje bo nekako sigurno občutilo te 3 odhoda. Glavna. Olimpija že ponavadi, že kot je Oki dejal, vsaki 6 mesecev dosti sprememb, še sami ne vejo, kaj hočejo v Olimpiji. Enkrat eno, drugič s tujci, drugič z domačimi, govorijo eno, delajo drugo, tako da totalno nedefinirano. Maribor pa, kot sem že jaz dolgo časa, če se ozrete nazaj v izjavah, govoril, da Maribor potrebuje človeka, kot je Zlatko, in so končno to dojeli, da so vrnili na to pozicijo, kjer se takoj vidijo določene spremembe z trenerjem, kot je Oki dejal, domač trener, kar sigurno je velika prednost. Dare še posebej, najtrofejnejši trener trenutno v ligi, pozna okolje, pozna to moje domače. Največji plus, kar se bo zgodil, je organizacija, tako na igrišču kot izven igrišča, profesionalnost, red, disciplina, kar je Mariboru v prejšnjih letih dosti manjkalo. Smo videli na vseh tekmah, na vseh ogromno tujcev, sploh ni vedelo, zakaj se gre, in tudi niso imeli trde roke nad sabo. Tako da mislim, da to zdaj ne bo tako, kot je bilo. Nekako Koper, standard po moje največji, najmanj sprememb, imajo kontinuiteto, najmanj menjavajo igralce, čeprav imajo tujce,
ampak vseeno rezultat jih pokriva, delajo dobro. Pa nek drug pristop imajo pri tujcih. Drugače je, ko greš ti v Francijo pogledati igralca, ko tam narediš neko domač vezo. trener, domača stroka od direktorja do trenerja, tako da imajo. Pa še Josipa Iličiča imajo. Imajo kvaliteto, imajo kvalitetne tujce, pripeljejo tujce, ampak kvalitetne, kar se pokaže dobro in sigurno bojo tudi letos, če bodo tako nadaljevali, krojili vrh. Oskar, morda zdaj ne greva spet na favorite, morda na neko presenečenje. Vemo, Bravo je v zadnjih letih tudi s temi evropskimi vstopnicami presenečil, zdaj pa se zdi spremembe v klubskih pisarnah, ogromno odhodov. To je vedno pri klubih, videli smo tudi pri Aluminiju, ki je bil pokalni prvak. Igralci pač gredo po višjo plačo, zagotoviti si želijo eksistenco. Zdi se, da je Bravo zdaj spet na nekem začetku poti. Ga vidiš, da je spet lahko neko presenečenje, ali bo to neka sezona prehoda, borbe? Kaj zdaj, Bravo se mi zdi, da ima tako mačka, 9 življenj. Vedno rečemo, Bravo ima problem, ima to, ampak Bravo je zdaj konstantno v vrhu. Se pravi, Bravo se je stabiliziral, se je učvrstil v zgornji polovici te naše lestvice. Jaz Bravo ne bi odpisoval. Oni so v preteklosti pokazali, da imajo dober scouting. Tudi zdaj vemo, da so pojačali, še posebej scouting službo. Tako da ne bi jaz njih. Jaz mislim, da oni bodo vseeno takoj, se mi zdi, za to trojko, ker Olimpijo vseeno ne bi dal v to trojko preveč negotovosti v Olimpiji. Upam, da jim bo krenil, ampak navzven to kaže preveč negotovosti. Ko smo omenili Aluminij je pač ekipa, ki vsako leto zamenja 10 igralcev. Se pravi, 10 gre, 10 novih pride. Aluminij je klub, kjer se igralci afirmirajo, kjer obudijo svojo kariero, če niso igrali kakšno leto, dve. In to je standard pri Aluminiju. Seveda, problem Aluminija je zdaj Evropa, s temi menjavami, igravanjem, ampak upam, da bodo danes se utrezali čim boljši, stežili ugoden rezultat. Kaj druga borba spodaj? Klasika, ne vem, zdaj zopet Radomlje so lani skočile, ampak spet spremembe. Radomlje super lanska sezona, ampak težko je ponavljati sezono za sezono isti princip z ogromno mladimi igralci in da nimaš določeno dozo izkušenih igralcev zraven. In pa zopet menjava trenerja, nov način igre, ki je določenim igralcem, ki so zdaj ostali, ustrezal prejšnji način. Ne vemo, kakšen način bo zdaj ta trener igral in vodil ekipo. V glavnem neznanka. Drugje negotovost, v Muri vidimo, da je negotovost. Zopet vse, kar je ostalo na težišču, prite k nam, sestaviti ekipo, zopet biti tekmovalen na takšen način zelo težko. Tako da nekih večjih sprememb se mi zdi, da letos ne bo. Zgornji del bo ostal približno enak in pa spodnji del tudi. Moramo zdaj posebej še enkrat na ta povratek Darka in Zlatka v Maribor. Že naš nekdanji selektor Matjaž Kek, zdaj trener Rijeke, je dejal, da kdor ni vesel njunega povratka, je neumen, dobesedno v tem smislu je Matjaž tudi rekel. Zoran, vidimo, da se je veliko spremenilo. Ti si bil tisti, ki ga je Zlatko poklical takrat, ko je prvič deloval kot športni direktor. Zdaj se je veliko spet spremenilo. Pred 3 meseci mislim, da ko so klicali prvič Žana, se je ta najverjetneje samo prijazno zahvalil. Zdaj vidimo, da je ulovil še v bistvu v zadnjih 2 sezonah najboljšega posameznika v prvi ligi Telemach Zlatko. Koliko se je v bistvu zdaj to spremenilo pri Mariboru, pri novačenju igralcev, koliko je zdaj Mariboru prednosti posledično? Pa dobro, to je brezpredmetno govoriti. Čisto drugače je, to bomo videli. Že lahko vidimo, že od samega začetka, ob prihodu določenih igralcev, od Karničnika do drugih, da jih ne naštevam, tudi tega novega Portugalca, ki sigurno je kvaliteten, kajti če kdo koga pozna, Portugalci je to Zlatko, sigurno je. Pa tu je še Ante Šimunža dodal svoje, ki ga je vodil pri Ludogorcu. Logično, tako da o tem je brezpredmetno razpravljati, kajti vemo, da so to izkušnje dosti dolga leta od igranja do
na koncu direktorskega posla, ki ga je odpravljal in je najuspešnejši športni direktor vseh časov in mislim, da ga nihče ne bo presegel dolgo časa ali pa celo nikoli, kajti rezultati so na njegovi strani. Ni slučajno pripeljal trenerja, katerega dobro pozna, s katerim sta sodelovala, ve na kakšen način je treba voditi, kaj ekipi, ker sem siguren tudi Zlatko, ko ni bil v Mariboru, je spremljal vse podrobnosti, tako da ni padel z neba na novo Maribor, ampak je točno vedel, kaj je treba postoriti in že od prvega dne se vidi velika razlika. Največja se bo pa videla in sigurno je pred nami. Res, da bojo potrebovali nekaj časa, da je na novo sestavljena ekipa. Priprave so kratke, en mesec, treba je, vemo, da ne gre to vse čez noč, ampak verjemite, da bo Maribor iz tekme v tekmo pokazal, da je to Maribor, kateri bo poskušal in sem siguren stopil na stara pota Maribora. Oskar, z trenerskega vidika, koliko je morda zdaj še lažje, da čuti še več podpore Darko Milanič, da se je razpletlo tako, da so ga v bistvu Turki klicali že pred Zlatkom. Zlatko je potem prišel in v bistvu ustoličil svojega trenerja, ki pa ga je želelo tudi vodstvo, ki financira. Najverjetneje to vseeno pomeni neko še dodatno zaupnico za oba. Dobro, vemo, da je Darko pa Zlatko sta tvorca največjih uspehov Maribora, ne? Vemo, kaj Darko pomeni za Maribor, za navijače, za okolico, za regijo. Vemo, kaj pomeni v Sloveniji. Tako da, ja, bolj prestižnega trenerja v tem trenutku si Maribor ni mogel niti želeti. Dobil je trenutno vse, kar si je želel, gre jim kot po maslu na direktorskem stolčku, na trenerskem stolčku, z igralci, vse jim gre kot po maslu. Tako da, ja, to je točno tisto, kar je prinesla ta karizma Zlatkotova, ne? Igralca boš dobil, navijače boš dobil na svojo stran, regijo, zopet bo to bo polno, mesto je sigurno polno pričakovanja, zopet si končno želijo čim prej tekme, čim prej rezultata, zopet bo vse vijolično, tako da to je tista euforija, ko smo na začetku se pogovarjali, kaj je novega, to je novo. To je novo staro, to je tisto, kar je Slovenija pogrešala, kar je potrebovala in glej ga zlomka s slovenskimi ljudmi. Zanimivo. Ja, nekako so tudi slovenski uspehi bili povezani, ne, z klubskimi uspehi Maribora, že če se spomnimo tiste lige prvakov, potem evropskega prvenstva, vedno šlo nekako z roko v roki, da je klubski nogomet uspešen, tudi Celjani so bili uspešni, potem evropsko prvenstvo pa vse. Morda še samo to, ker sta oba omenila pritisk rezultata, ambicije navijačev, je to vseeno morda neka past, ker zdaj je prostor drugačen slovenski, kot je bil takrat, ko je Zlatko prvič deloval, da ne bodo navijači prezgodaj, prehitro karkoli pričakovali, že v teh prvih 2-3 mesecih, ker bodo prišle tekme, ko ne bo šlo, pa da bodo imeli vseeno mir vse to igrati? Jaz mislim, da ne. Zaradi tega, ker je lažja situacija, kot je bila prvič. Res je, da ko si 5. v sezoni, je težko v Mariboru biti slabši. Tako, lažja situacija. Rezultatsko bodo sigurno uspešnejši in pa liga ni tako močna, kot je pa takrat bila. Se pravi, tu Maribor nima 9 konkurentov. Tu ima Maribor enega konkurenta, posledično 2. Ne smemo pozabiti Kopra, ne smemo pozabiti Zeljkoviča s svojim pristopom, svojo študioznostjo, vedno pravilno taktiko. Če bo le mogoče, bo zagodil vsem. Tako da se mi zdi, da tukaj je pritisk rezultata, ampak da bo šlo lažje in bolj gladko, kot je to bilo v prihodnosti. Bom pa rekel tudi mogoče zaradi tega, Celjani so znani, da določene stvari lahko miselno vlečejo. Tudi, Zok je že omenil odhod 3 ključnih igralcev, adekvatne zamenjave so nujno potrebne. Če ne jih bo v tem trenutku Maribor, bo
prehitev. Pa glede na pompozne napovedi, ne, da bi radi igrali Ligo prvakov, Ligo Seveda, Evropa, ne, je zdaj že pozno za In adekvatne Celjani so menjave. poznani, tudi ko je Riera šel, kaj so delali? Oni so do konca čakali s trenerjem, ki ga je nasledil, z Majevskim. In vsi vemo, da če ne bi pripeljali novega trenerja, če bi Majevski vodil ekipo do konca, Celjani ne bi bili prvaki. In zopet se mi zdi ta počasna reakcija, da škodi in gre v prid Mariboru. Ne rečem, da Celjani ne bodo pripeljali igralcev, imajo še mesec pa pol časa za prihode. Ampak sezona je tu. Pa kvalifikacije bo takrat že konec. Tako, oni imajo Evropo, Maribor štarta neobremenjen, naredi razliko. To je ta stvar, kar fali Celju. Tako. Se vidi amaterizem v pisarnah. Brez podcenjevanja Celja, igral se za Celje, za Maribor. Tako, tu ni podcenjevanja. Je Albert vlekel niti, so mu dali Ja, prostor roke in se je to videlo. Tu ni podcenjevanje, to je razumevanje. Ja, ne moreš, če ti grejo trije, ja pa ne moreš, boš rekel, zdaj bom pa šel brez teh treh. Ne, pravim brez podcenjevanja Celja, da bi ga jaz podcenjeval kot klub, ampak enostavno jim fali taka osebnost, kot jo je bil Maribor. Tako. Ker vidimo, kakšen kratkem času je Maribor naredil premik naprej z okrepitvami, z neko mentaliteto, da pripelje igralce, kar Celju tega fali in se ne zavedajo tega, kar se v Mariboru zavedajo. Enostavno je to kratek rok v tem času za okrepitve, za pripravo. Največja razlika se bo videla že v zimskem prestopnem roku. Menite, da so pri Celju, da je v bistvu Vitor Kampelovič tisti prvi kandidat tudi za morebitno menjavo zaradi morebitnega razočaranja v kvalifikacijah za Evropo? Sigurno. Vemo, da je že nekdo po kuloarjih po Celju se govori, da je že nekdo z eno nogo že zopet nazaj na stolčku. Kar hočem jaz tu, kar bi še povedal, kar jaz pogrešam, je, da je treba gledati vedno vsaj pol leta naprej s prestopi. Da ti veš, da če imaš igralca tipa Josifova, Njeto izteče pogodba, Krničniku izteče pogodba, da ti veš, da lahko ostaneš brez igralca. Ok, pripeljali so Širvisa na desni bok, ampak adekvatne zamenjave moraš imeti takoj, v uigravanju, da Evropa je tu, prvenstvo je tu, moraš iti in tu mene skrbi, seveda jaz sem Celjan in si želim močnega Celja, absolutno, ampak skrbi me točno ta kak bremza, no? Z bremzo delajo... Neodločnost. Tako, ta neodločnost. No. Dobro, jaz mislim, da to ni bremza, pa neodločnost. To je potrebno znanje na takem poziciji, kajti... Ja, z Albertom so imeli to karizmo, ne, da so igralci zaupali. To je trener. Ja, ampak je bil tudi on takrat upleten, ko so... Oki pravi o razmišljanju, o prihodih, o zamenjavah. Verjemite, da že v tem trenutku Mariboru vedo, s kom bojo po zimi podaljšali pogodbo ali že imajo nagledane okrepitve za dalje. Albert je na primer Jaki Kozmelju, kolegu našemu, dal en odgovor, da če bi on ostal, da bi bile pogodbe rešene že februarja. Absolutno za nosilce. Ti rabiš mir v ekipi. Rabiš mir v ekipi, veš okosti ekipe, veš s kom štartaš v novo sezono in to. Sploh glede na napovedi, da želiš v Evropi. Razno, če pride neka mega ponudba, ki je ne moreš zavrniti, ampak imaš takoj že rezervo. Tu pridemo do tega, kdo je Albert Riera. Veliko ime, nogometno, absolutno. Znanje, isto kot na tej strani. Vemo, da se je Svit odzval klicu za povratek. Je drugače, če te Riera ali pa Zahovič, da pa ne bomo menjali drugih. Mišo Brečko, ime, ki je dalo nogometu ogromno, tako reprezentančno gledano, zdaj pa spet kot predstavnik tistih, ki so bili selektorji mlajših reprezentanc v povsem drugačni vlogi. Zdelo se je najprej, da bo prevzel Radomlje, to bi bilo nekako potem stopničko po stopničko, zdaj pa Olimpija. Jaz razumem odločitev, ko te pokliče Olimpija, ne boš rekel ne. Kot trener to je absolutno, mislim, da se oba strinjata, ampak vseeno veliko pasti čaka Miša Brečka v Olimpiji. Zoran, ti si že dejal delo z mladimi, pa ne, pa ja, pa drugače, pa ti si prav tako, Oskar, rekel, filozofija takšna, sredi sezone se spremeni. Koliko pasti čaka Miša v tej njegovi prvi sezoni v klubskem nogometu, Oskar? Ogromno. Ogromno.
Jaz mu želim vse najboljše, da Olimpija, da ima rezultat, vse, ampak nekako sem skeptičen. Zakaj? Zaradi tega, ker v Sloveniji je postal trend, da trenerji reprezentančnih selekcij mlajših naredijo ogromen preskok. Že to, da postaneš takoj, brez vsakršne prakse, trener reprezentance, da se učiš v reprezentanci, že to je tako malo nesmiselno. Reprezentanca vseeno nagrada za trenersko delo, ne za igralsko delo. Potem pa da brez neke prakse, klubske, vzameš Maribor ali Olimpijo, brez učenja, zelo težko delo ga čaka. Eno je voditi klubski nogomet, eno je biti v reprezentančnih ciklih po 3-4 dni skupaj s fanti. Ogromno odločitev. Nepravilne odločitve se učijo v drugi ligi, tretji ligi, ne pa v prvi ligi. Prva liga te drži samo rezultat in moraš imeti prekleto dobrega botra, da te zadrži na trenerskem stolčku. Ja, omenil si botra, vemo pa, v Sloveniji zdaj ti največji klubi vsi z financiranjem iz tujine, tako da težko je vplivati tudi na odločitve teh, ki dajo denar, ki so glavni. Zoran, to bo najverjetneje težava pri Olimpiji, če ne bo rezultatov takoj, ker pri Olimpiji potrpežljivi niso bili v zadnjih 20 letih praktično nikoli. Res je, Olimpija specifika isto kot Maribor. Ok je dobro povzel stvari, čaka ga ogromno dela, težkih določenih situacij, v katerih se po mojem še ni znašel, kajti je mlad trener in sigurno, kako bo reagiral v določenih trenutkih, je pred nami. Enostavno pa, če ne bo rezultata, bo nažalost hitro zamenjan. Praksa enostavno govori. Trenerji, ki so prišli iz reprezentančnih selekcij mlajših v prvo ligo, nihče nima rezultata. To govori praksa, jaz mu želim vse najboljše, ampak ga čaka ogromno zank. Res je, s tem se strinjam. Enostavno rezultat te drži. V športu je rezultat bistvo, zdaj za nekatere klube je rezultat na nekem nivoju, za določene klube je pač treba višji nivo, višji rezultat. Evropa, naslovi, če jih ni, te pač tudi ni. Omenjali smo že Koper, Zoran Zeljković, Bravo, Aleš Arnolj, Mura, spremembe. Mitja Mrec je prevzel člansko ekipo, nismo pa še nič omenili. Brinje Grosuplje in pa Nafta. Nafta povratnik v ligo, Brinje Grosuplje prvič. Oskar, ti si bil večkrat v karieri v položaju, ko si se boril za obstanek. Kako pomemben bo začetek sezone, tako za ene kot za druge? Vemo, pri Nafti tudi praktično zdaj vse na novo, sploh glede na trenersko menjavo, ki marsikomu ni jasna, ampak morda je bila potrebna v bistvu že takrat, ko so še bili v prvi ligi, pa so zamudili, zdaj pa res povsem nelogično. Ampak kako gledaš na začetek sezone z zornega kota teh dveh klubov, pa morda tu še dodamo Jasmina Kurtića, nihče ga ni pričakoval pri Brinjem Grosupljem, vsi smo ga že videli v Kopru pri Josipu Iličiću, koliko bo on dal tej ekipi? Ja, obe ekipe boste imeli probleme, sigurno. Zdaj, nova garnitura v Lendavi, če je mogoče bila menjava prepozna, recimo kakšno leto, ne? Takrat bi mogoče bilo pametno že pred izpadom iz prve lige kaj posežiti. Je pa zdaj nerazumljiva, da so zdaj zamenjali, kajti trener pozna slovensko sceno. Pa dosegel je cilj. Tako, dosegel je cilj in ve, kaj ga čaka. Njega ve, kaj čaka, ko pride v Ljudski vrt, ve, kaj čaka, ko pride v Celje, ve, kaj ga čaka. Zdaj pride nov trener. Brez izkušenj, tako, brez poznavanja mladinski okolja. pogon, izredno težko bo. Kar se tiče Brinja, sigurno, da na takšen način, ko so igrali v drugi ligi, oni prvi ligi ne bodo mogli igrati.
velik preskok je druga liga, prva liga. Čeprav trener je rekel, da bodo skušali igrati točno tako. Ja, super, super. Mu želim vse naj, ampak spet smo pri rezultatu. Lahko. Mi zdaj govorimo, vsi bi radi igrali lep nogomet. Ja, super, pas igro. Imamo na Facebooku, imamo enih par ljudi, ki bi radi komentirali, pa vse vejo o nogometu, pa skozi pišejo o lepi igri. Ja, pa pragmatizem v nogometu včasih zmaga. Jaz mislim, da velikrat. Če pogledamo sam... Pragmatizem nikjer ni označen kot nekaj grdega, slabega, ampak samo izbrana sredstva, da ti prideš do cilja. Ja, ampak je v Sloveniji označen za slabo. Ker v Sloveniji bi mogli pa vsi igrati, vsi pas igro, vsi kreirati neki... Tudi Carlo Ancelotti je igral pragmatično. Ja, no. Pa tudi Arsenal letos. Tako da izredno gledljiv nogomet v drugi ligi, izredno učinkovit nogomet. Upam, da bodo to lahko prenesli v prvo ligo, ampak sem težko, da bo to tako enostavno. Sigurno novo okolje. Zanima me samo, kako bo nogometna zveza odreagirala z mestom igranja. Ali bodo lahko igrali doma, ali ne bodo smeli igrati doma, ker je malo nelogično za vse, kar je bilo v zgodovini povezano z licenciranjem, pa z igrišči, pa to, da zdaj nekdo bi lahko igral, prej pa nobeden ni mogel igrati. Ne in Primorje, in Rogaška, imamo kar nekaj klubov v zgodovini, ko niso mogli igrati. Tudi Radomlje. Tako, tudi Radomlje. Zdaj pa bomo videli, kaj bo pa zdaj z Brinjem. Je pa res, da za vse te klube, vse z mojega zornega kota, je nujno, da igrajo doma. Pa absolutno, jaz se strinjam. Že prej bi mogli vsi igrati doma, ne pa da imamo tako, da tako na določenih mestih tako zategujemo te stvari. Pa če se še obrnemo malo, tudi nismo še nič o Muri povedali, ne? Nov trener, nova filozofija. Ja, ampak... Zdi se, da so spet zdaj dobri domači, ne? Tudi Alen se je vrnil, Pozar, nekdanji kapetan. Ja, to je tudi najverjetneje Mitja zdaj vplival na te odločitve, ne? Velik vpliv pri vodenju Mure imajo navijači. Tam je treba absolutno zadovoljiti apetite navijačev, veliko se jih posluša, mogoče še preveč. Na koncu ne sestavljajo ekipo navijači, ne sestavljajo... Tudi plačujejo. Tako, ne sestavljajo jo trener in pa športni del kluba. Težko s temi igralci, ki so jih nabrali skupaj. Zdaj jaz ne vidim, da bo to nek ekstra napredek. Ekstra napredek in v organizaciji igre, načinu igre in po kvaliteti. Težko. Super debata. Hvala obema, samo še en izziv imam. Kdo bo prvak, Zoran? Maribor. Oskar? Maribor. Da ne bomo označili samo enega. Kdo se bo boril za 9., 10. mesto? No dobro, 9., 10., kot je že Oskar dejal, imamo dva drugoligaša, ki sta sedaj v prvi ligi. Imamo Radomlje, imamo Aluminij. To jaz mislim, da je to kvaliteta tu, tako da 4-5 Mura, 5 ekip, katere med seboj so nekako izenačene in ni prevelike razlike v kvaliteti, da bi lahko določil dva, da se bo ta borila za obstanek, ampak kot je Oskar dejal, domače tekme, kdo bo zmagoval doma od teh manjših ekip, kdo bo štartal v prvenstvo nekako za čim manj porazov, je velika prednost, kajti ko štartaš v prvenstvo z 3-4 porazi, je potem težko dohitevati, kar Oskar sigurno bolje ve od mene, ampak to je to, teh 4-5 ekip se bo borilo za ta obstanek v ligi. Oskar, boš ti zaradi svojih izkušenj zožal izbor 5 na 3? Jaz sem že lani povedal, da se Slovenska liga je narejena na 5-5. Se pravi, 5 teh klubov, 5 bo zopet na prvih 5 mestih po vsej verjetnosti. Razen, če eden odpade, pa eden od teh spodnjih gre gor. Se pravi, Maribor, Celje, Koper, Olimpija, Bravo. Te pričakujemo na vrhu, ostalih 5 pričakujemo v borbi za obstanek. Čisto enostavno je to, zaradi tega, ker
kdo od teh spodnjih 5 ekip je naredil napredek. Napredek v igralskem kadru. Ja, jaz mislim, da nihče. Se pravi, če so oni samo v zgornjih 5 samo zadržali okvirno to, kar imajo, teh 5 spodnjih ne more gor. Tako da borbo za ostanek iščemo med temi 5 ekipami. Če bi pa mogel izpostaviti 3, bi pa rekel Nafta, ja, moramo reči Brinje in pa Mura. Hvala obema, zagotovo se bomo veliko družili tudi v studijih med sezono. Ja, hvala tudi vam. Seveda, hvala. Vi pa od petka naprej uživajte v prenosih prve lige Telemach na Sportklubu.